pa mi rečejo, da sem peder. Me nočejo na furo več vzeti sabo. In se kar sam vozim. Pa so kamne vame metali. Pa pohodniki me s palcem tepejo po glavi. Life ni več fair. Vse to in še več govorimo e-bikerjem, priznam, da sem tudi sam med njimi, ampak jaz ne morem iz svoje kože in hočem potestirati, kaj je res na tem. Tole je moja Nukeproof Mega, tole je Maxo Nukeproof Megawatt. Gre v bistvu praktično za skoraj ista bajka, vsaj po sistemu vzmetenja, s tem, da ima ta elektromotor, ta pa ne. In danes sklele v lepi sončni Primorski bom potestiral oba, tako na gor in na dol. Malo bom valjda še povedal o megavatu in pol na koncu bom podal finalno oceno, kva si jaz mislim o e-bajkanju in a se jim bom pridružil te seksti ali ne. Gremo pogledat. Torej, kot rečeno, pred mano je Megawatt Elite, tale je od Maxa Foka, ki mi ga je posodil. Max, hvala. Za vse, ki ne veste, kdo je to, tukaj je povezava do zasliševalnice, hud podjetnik z možgani, pa še rosno mlad. Priporočam. V glavnem, Megawatt Elite je za moje pojme nek price performance e-bike od Nukeproofa. To je nek sreden rang, ki že dobi 630-vatno baterijo, medtem ko komp, se pravi osnoven model, ima že 504-vatno. Vse ostalo, pa lahko rečem, megavati pridajo vsi v malet načinu. Kaj to pomeni? To pomeni, da je 27,5 zadnji, 29,5 obročnik spredi. Naprimer, moja Mega je 29, ko imam rad usklajeno vožnjo. Verjamem pa, da so se pri Nukeproofu za to odločili, ker imajo že v osnovi ta bike dosti težek. Large pride v 24,5 kg, brez pedal, pa če daš pedala gor, je zihar na 25 kg in hočejo dati malo več okretnosti, zato manjši obroč od zadaj. Maxič si ga je valjda priredil po svoje, ker fant je le podjetnik pa madnar. Od zadaj je dal SRAM X0 sistem, se pravi brezžični sistem, 12-sreden. Code RSC zavore je zamenil, ko v osnovi pride SLX. Vidim pa, da ima še vedno iste wheelsete EX1900 od DT-Swissa, razen zadnji obroč vidim, da je zbal, pa ga je dal na EX511, ampak v osnovi je to kar to. A ja, pa valjda od zadaj si je dal Fox Float Factory X2, ko v osnovi pride Performance Elite, se pravi malo več nastavitev od zadaj si je Max dopušča kot v osnovi. Wheelsa je pa itak Performance Elitka, kar pa pomeni, da razen Kashima sliderjev ima še zmer ta hudo Grip 2 kartušo, ker je pa za moje pomen najbolj pomemben. Ja, prosim. Max, zdaj si na liniji z mojim fani in meni se ne da googlati in prosim zaupaj nam podatek, koliko ima kaj tvoj Megawatt dosega. To je ful težko tako reči, ko imaš ful enih spremenljivk noter, ful je pomemben, koliko pomoči uporabljaš, koliko kil imaš, koliko so strmi vzponi, ampak načeloma recimo na precej strmih vzponih na Gorenjski z mojim 80 kilom naredim lahko tam Jurja 800 višincev, 40 km, je pa res, da sem večinoma na Eko ali pa Trail modu. To ima Shimano EP8 motora, ne? Tako, ja. Pa ko ima kaj, se pravi Trail, Eko Trail pa Turbo? Boost. Pa Boost. Turbo, no. Ja. Koliko pa misliš, da bi na Boostu naredil? Čisto, da na Boostu bi pa po moje lahko to kar prepolovil cifra, veš. Ga toliko požreja, ne? Ja. Sam imaš pa veter v leseh pa nasmeh na obrazu. Res je. Hudo, koliko pa se pozna, če bi nekdo kompa vzel, ko ima 504 W? Ja, spet ni taka velika razlika. Ne. Zdaj, če imaš enega, recimo, ne vem, enega, ki ima 70 kg, pa ima 500 W, pa enega, ki ima 85 kg, pa ima 630 W, pa približno isto pomoč uporabljata, sta nekako na istem. No. Se pravi, jaz mislim, da Marzo tudi ni iskren do sebe, pa ker vsi razmišljajo, da morajo 80 km v kosu narediti z baterijo, ampak kdo gre res za 80 km na enduro bike. Max, všeč mi je, da uporabljaš možgane. Ja. Hvala za tvoj čas. Ej, uživi. Enako, čau.
V glavnem, jaz sploh ne bom več govoril o teh geometrijah, pa to ne bom se spuščal in tudi nasploh mislim, da ste ljudje malo preveč obremenjeni s to geometrijo pa s temi ciframi. Pejte raj pelat, navadite se bajka, pa bolj za vas, pa za vas možgan. Meni je važno, da je tale large, da je moja mega large, sistema vzmetenja sta ista, se pravi Horselink, 4-ležajni sistem, ta ima 170 hoda, ta ima 170 hoda, ta ima elektromotor, ta ga nima. In primerjava bo po moje kar smiselna, tako da zdajle gremo kar na štopanje. Najprej se bom z mojo navadno lepo megico poštopil v klanc, pa še poštopil en spust in to ponovil še z e-bajkom in potem dal primerjavo na plano in na končen sklepna misel. A smo ready? Gremo! Če verjamete ali pa ne, mege moje te nove sploh še nisem furil do zdajle, tako da bo krstna fura še za njo. Ampak itak je ista kot ta zelena, tako da ne bo panike, vse je v mišičnem spominu. Vse deva, gremo. Ok, drage dame in gospodje, z megico prva runda štopanja, se pravi do vrha, pa potem se poštopam še nadol in potem z e-bajkom ponovim. Za tiste, ki veste, kjer je ta trail, ne bom šel gor do ograje, ker me malo odside baše, ampak bom šel tam nekje do kamnoloma in potem od kamnoloma štartam spet do dol. Snemal oziroma štopal bom kar s tole staro klasično štoparco, ker jaz nimam nobenih teh fegetskih strava napravc, kot imate vi najbrž. In upam, da vdelali, pa da mi boste zaupali, ker nimam kaj skrivati. Smo ready? 3, 2, 1, pa lagano grem. Čau! Klasično na pedala, v redu, pljuča se razširjajo, maksimalna ekspanzija. Ampak glej, kao nekaj naredim zase, ne? Vsaj tako. Ampak bo pa nadol, po moje bolj lušte. Bomo videli. Minut točno do tele table. Malo ste zgonen, nisem bil na bajku že od 2. januarja, pa sem zbolel, angina, bronhitis in onda sem prvič na bajku, tako da malo me ubil, pa še malo težji prenos imam, 34, 40. Tako da malo me ubija, zdaj se bom poštopil še za dol s tole megico in pol gremo na e-bike. Evo ga, klele smo, tole je pri meni štart, tale drevo, za vse tiste, ki veste, na kjerem trailu smo. Štoparca je ready, prva fura z mego, prvi spust, no bomo nič ovinkarili, gremo. 3, 2, 1. Nula, 85. Za prvo furo, pa prvič na novi megi, pa dolgo časa nisem na bajku. V redu, držal sem se k konj, ampak bo. Me prav zanima, kako zdaj le pokazal. Megawatt, tako da štromar, priprav se, gremo. Ok, prva runda s klasičnim bajkom je bila klasično zajebana, ne? Sploh po mesecu pa pol brez kolesa. Druga runda z megavatom bo najbrž bolj zabavna na gor, ali bo tudi tako zabavna na dol, bomo pa videli. Jaz bom seveda ne bom šparil, ne? Če je elektrobajk, je z namenom, jaz ga bom vklopil in ga bom dal na boost oziroma turbo mode, karkoli že ta Shimano motor ima, ker hočem čutiti ta veter v leseh. Hočem
da sem na gor, da se mi smeji, da se imam fajn in da naredim čim prej en krog. Smo ready. Štoprca pripravljena, turbo, gre to. Ok, kaj ni reči drugega, sem zmatran, ampak se smejim, ker letim 18-20 na uro v klanc na turbo in je crazy. Veter v laseh na gor, to fucking ni več fair. Sem skoraj že pri vrhu, v klanc, 14 na uro, za šalo, pač, aj lahko še kje lepšega. 5:21:76 do tele table za mano. Druga runda. Vidite, da sem vse malo zgonil, ampak definitivno nisem niti malo to koničen, kot bi prej. Fak, to ni več fair. Žičnica na 2 kolesih, megawatt, je fucking dober. Zdajle me čaka spust z elektrobajkom. Jaz sem si nastavil kar na boost, max vem, da ima na trail mode, ampak glej, malo danes ga ne šparamo, ne? Tako da ne bomo preveč dolgo vezali, megawatt gre v downhill. 3, 2, 1. Dva, 0, 1, 22, dragi moji. 2:01, druga runda sicer, ampak ne moram verjeti. To je kar narobe z elektrobajkom. Ampak mogoče na tem trailu. Definitivno neki na sklepni misel vabljeni, da diskutiramo tole. Dajmo reči, da sem vam zdajle dolžen še tole sklepno misel, ker pač bom naredil. Malo sem sicer v šoku, ker je tale bastard od elektrobajka bil hitrejši in na gor, ker je bilo za pričakovati, ampak ni pa bilo za pričakovati, da bom hitrejši cajt postavil na dol. In sicer megawatt je gor rabu, mislim, da 5 minut pa še neki, za dol pa je pelil 2:01, medtem ko je mega za gor rabila 12 minut, za dol pa 2:06, 2:05:85, tako. Zdaj, malo sem presenečen. En kolega moj mi je dobro rekel, da je e-bike kupleraj. Ko greš not, ti je malo bed, ko greš ven, ti je malo bed, ampak ko si pa not, pa uživaš. In dejansko sem užival, ne? To moram reči, da je next level. To v bistvu ni fair, tako bomo rekli. Ni fair, je to žičnica na 2 kolesih. Zdaj marsikdo se matra, pa gon navaden bike gor, ampak model, to je toliko hitrej na gor, na dol je pa zdaj treba sprejeti en kompromis, ne? In sicer, jaz pravim, da je bil megawatt hitrejši na dol zato, ker ima ta trail veliko nekih položnih elementov, ki je treba ven vzeti pa pedalirati. In tukaj sem jaz na boost, ki mi je vedno malo dodajal. Tukaj s tem pa nisem. Treba je vzeti v obzir tudi to, da sem po res dolgem cajtu bil na bajku in da je bila to prva fura prvič na tej megi, čeprav sem jo navajen. Ta je šel pa drugo furo, pa sem valjda mačkam prebral trail, pa sem navadil na podlago. Tukaj je tudi mačkam za premisliti, ne. Ker oba bajka sta large. Jaz kote nisem njih pregledal, ker se mi ne da, ampak tam sta, tudi po feelingu gor mi je bilo super. Zagotovo bi bilo bolj fair, če bi zdaj naredil 4 runde z enim, pa 4 runde z drugim, pa bi potem nekako dobil najbolj povprečen cajt, ker se tekom teh rund navadim na podlago, ampak malo me je cajt basu in
ni šlo vse v enem dnevu. Priznam, da se malet pozna, koliko je grdo, da ima od zadnji manjši kolok od spredi. Se mi zdi, da je bil za tako težko kravo ful ukreten na teh zaprtih delih, ful me je presenetil. Ostalo pa, ja, bike je full planted, se pravi, ko preletiš na kakšni dropih dol, ki je razfuk, je stabilen. Tle je pa pač feeling klasičnega bajka. Še vedno mi je boljši, overall po moje, mi je feeling klasičnega bajka nadol boljši. To je bil zdaj en trail, je treba pa tudi upoštevati to, da če bo šel z megavatom na nek položen trail, ki te golo cenka, bo po moje obup. Ker čim je bila taka ravnina, pa da nisem poganjal, je bil feeling, da sem vrgel sidro, medtem ko pri tem res leti. Ne vem, kje je to fora, po moje zaradi tega, ker so deha gume gor, pa mislim, da ima še kaškor noter, pa pač sama teža ga malo ubije, ampak ker se pa enkrat ustav strmina, je pa ta kilaža njemu uprit in je ful stabilen in je noro. Zelo presenečen, v bistvu mi gre na jetra, da moram to reči, ampak e-bike je meni nor. Še vedno ne podpiram, da si to kupi nekdo, ki hoče predskočiti kakšne osnove bajkanja, tehnike, ne? In ga e-bike pripelje tja, kamor sicer ne bi šel, pa ne podpiram, da ima to ful mlad otrok, ker naj dobi malo moči čez life. Za nekoga, ki ima pa en tak trening bike, pa zame, na primer, ki ob 2 frocih nima več toliko cajta, moram reči, da bi tukaj zdaj naredil 5 fur, na furu bi se, na gor bi bil približno toliko zmatran, ne mogoče to kazunim, ampak še vsem bi se zgonil, ker pač turbo te prasil, da kar golaš in si crazy, raketa na gor. Ampak ja, kva ne rečem, jaz sem, tihem rečem, da sem fan, mogoče še ne vem, če si ga kupil pri teh kilah, ne? Ampak je pa to enkrat 20, 18 kg za normalen denar. Pa priznam, da se bom joinil klubu štromarjev. Zdaj pa čakam vas, ko boste zapisali v komentar. Jaz vem, da bom pri kakšnih izgubil respekt. Pri kakšnih ga ne bom, ampak mi je v bistvu vseeno, ker vsak fura zase. In meni bi to odtehtalo. Overall feeling me je noro presenetil. Breaking pointi so drugi, priznam, se pravi točka zaviranja, valjda, ker je ta lažji, greš lahko čist na konc, ovinka zaviraš, tukaj moraš mačkam prej, to bi se po moje sploh poznal na kakšnih strmih trailih, ampak ja, overall, jaz sem fan, fafite si rad tisti, ki me boste pohejtali zaradi tega, drugače pa kot vedno, lajki, šeri, subscribi, pa komentiraj od spod, ker me zanima tale vroča debata, ki bo nastala. Jaz pa zdaj grem na ene dobre ogljikove hidrate, se vidimo.